Po skoraj četrt stoletja se je Celju zgodil, kot rečemo, na narekovajih drugi krog. Najverjetneje je najbolj presenetil vas, gospod Šrot. Po izidu ste dejali, da je do tega prišlo zaradi nizke volilne udeležbe in ker se je za županski stolček potegovalo veliko kandidatov. A običajno imate nekje toliko nasprotnikov, včasih še kakšnega več, pa tudi volilna udeležba je bila v letih 2000 oziroma 2018-2014 še nižje kot tokrat. Kako potem komentirate tale vaš drugi krog? Drugi krog. Ja, dobro večer vsem zbranim. Ne poznam nobenega župana na svetu, ki bi bil pa všeč čisto vsem občankam in občanom. To bi bilo tudi nekaj nenormalnega, mogoče kje v Južni Koreji ali pa še kakšni manj demokratični državi. Tako da jaz se vedno na volitve podajam z veseljem, ker je to čas, ko se lahko prediskutirajo občinski problemi, se delajo načrti za prihodnost, sploh če je vsebinska, če je volilna kampanja vsebinska. Je pa seveda odvisno od tega, da smo vendarle iz različnih političnih strank, kako se ti glasovi razdelijo. Letos je v volilni tekmi bilo tudi Gibanje Svoboda. Leta 2018 pa SMC najbrž, ne? Ne, 2014, 2018 je že SMC praktično ugašal. 2014 je to bilo. In seveda, volilni glasovi se razdelijo. Jaz se nasledim s tem, da me vsi občani in občanke podpirajo, kot si že rekel. Bil sem že od vsega začetka, ne samo jaz, ampak celotna moja ekipa pripravljena tudi na drugi krog, zdaj ga imamo. In kampanja gre naprej, jaz imam še veliko energije, povedal sem, kaj so načrti za prihodnost, kaj jaz vidim kot problem v mestu. Tu še bomo prišli do tega, tako, zdaj pa še vaše mnenje, zakaj vi menite, da je drugi krog v Celju tokrat po 24 letih? Lepo pozdravljeni vsi v dvorani, pa tudi preko spletnega prenosa. Za nas v bistvu drugi krog tokrat ni presenečenje. Jaz že, ko sem se odločil za to kandidaturo sredi poletja, sem rekel, da gremo v to zgodbo maksimalno resno in s ciljem seveda zmagati. Na tak način smo v kampanji pristopili tako v mojem štabu, kot pa tudi v ekipah drugih županskih kandidatov v prvem krogu. In mislim, da je kampanja, ki je bila kakovostna, intenzivna, v prvem krogu pokazala z rezultati, da je Celje oziroma Celjani, da so zreli in pripravljeni na spremembe. Kar ni nič posebej presenetljivega, po 24 letih do takega stanja verjetno bi prišlo praktično kjerkoli. Mislim pa da, zdaj v drugem krogu, ko imamo nekoliko več časa tudi za pogovore o vsebinah, o vizijah, konec koncev tudi, da se predstaviva kandidata osebno kot človeka, bo šlo dejansko za to, da se odločamo o tem, ali je v Celju čas za neke nove perspektive, drugačne vizije in splošno pomladitev z neko vitalno energijo, ali pa nadaljujemo po starem vzorcu načina delovanja, ki smo ga že kar dobro navajeni. Boste dobili pod vprašanje ravno na to temo, malo je narodno, ko se tole deliva. Kakšna so pa pravila, so možno kakšne replike? Bodo, ja, ampak najprej na tole uvodno še ne, ali pač že imate kaj. Boste še, samo še tale del, ki se navezuje na prvo vprašanje, se pravi, zakaj ste se vi odločili za kandidaturo? Mogoče bo to še bolj jedrnat opis tega stanja. Ker najbrž vas je do sedaj kaj motilo, ali pa da vidite kakšen drug razvoj? Ja, jaz sem v Celju, že praktično od konca svojega študija zelo aktiven, predvsem na področju kulture, kjer imamo Zavod Hiša kulture Celje kot arhitekt, kot občinski svetnik v 2 mandatih. Sem res človek, ki zelo rad prispeva v svojem okolju in se maksimalno angažira za premikanje stvari v smer, za katero se mi zdi, da je to najbolje. Rad se pogovarjam z ljudmi, rad sodelujem in v tem momentu sem po izteku svoje svetniške funkcije, za katero sem
že ob izvolitvi leta 2014 se odločil, sem se odločil, da pač lahko največ k temu mestu prispevam ravno z kandidaturo za župana. K temu seveda nisem prišel popolnoma sam, ampak so me k temu povabili ljudje, ki jih cenim, spoštujem in ki so mi pomagali to kampanjo pripeljati tudi do te točke. Ampak kaj je najbolj potrebno spremeniti? Po mojem mnenju je potrebna predvsem neka ciljna vizija za določena področja, ki so v Celju stagnirajo. Na prvem mestu je to problematika mlajše generacije, ki v mestu več ne vidi toliko potencijala in se od tu odseljuje, tu ne ustvarja. Na drugem je vzporedna zadeva gospodarstva. Trenutno smo po kazalnikih tudi povprečne plače, recimo nekje na repu oziroma bistveno spodnji polovici med slovenskimi mestnimi občinami. Ja, poskušam. To so ključne zadeve, to pomeni nek pogon gospodarstva tudi z višjo dodano vrednostjo, z boljšimi plačami in pa seveda trajnostni energetski prehod, ki se nam zdi v tem momentu, glede na siceršnjo splošno družbeno-politično situacijo v svetu, pomembna stvar, ki jo mora mesto nasloviti na visoko strokovnem nivoju, hkrati z sprejemom ustreznih prostorskih podlag za tak projekt. To bo malo težko, ja. Gospod Šrot, kaj pa vi komentirate, kako vi to komentirate, njegov pogled? In tudi z vaše strani en enostaven odgovor, zakaj še kandidirate vedno znova, a je to mogoče že navada, čast, ali pa vas kdo mogoče k temu nagovori in če vas imajo kaj od tega potem? No, jaz sem hotel še nekaj dodati v začetku, ko ste rekli, da vprašanje je, kakšen bi bil izid prvega kroga, če bi tudi Matija Kovač povedal, da je v bistvu kandidat Levice, ne pa neodvisni svetnik. Lahko samo najprej na to naše vprašanje. Ja, že replike, ampak ne vem, je to toliko pomembno, katere vrste svetnik je bil? Ne samo katere vrste svetnik. Bil sem verjetno mnogo tukaj visokih videlo tudi filmček iz parka posnet z gospodom Kodežem, ker ste rekla, da vsak na svoj način vodila kampanjo. Jaz šele zdaj razumem, na kak način. Se poslušam tudi v glase po radio v neodvisnem kandidatu. Jaz mislim, da je iskrenost... Bomo to pustili za konec, ko imamo analizo tega, kakšna je bila tudi kampanja. Mene zanima ta res vaš pogled, zakaj ste v bistvu se vi odločili, da kandidirate. Vsako leto znova se morate odločiti, oziroma vsako leto, vsake 4 leta, vsake volitve znova se odločite, zakaj. In me zanima, osebno, kaj še vidite kot neki izziv, ali je to tudi mogoče, kot je včasih slišati, da vas drugi toliko nagovarjajo in včasih potem tudi, da si kaj od tega obetajo? Ne, dejstvo je, da je Celje danes leta 2022 polnoma drugačno, kot je bilo takrat, ko sem začel svoje županovanje. Ves ta čas so se dogajale mnoge spremembe. Vedno opozarjam in tudi zdaj tej kampanje, da ni nujno, da so vse spremembe na boljše. Sprememba cene energetike je poslabšala naše življenje. Ja, pa če ostanemo pri naših zadevah, pri lokalnih zadevah. Če me pustite govoriti, potem bom povedal. Po vseh statističnih podatkih je danes Celje tam, kjer nikoli ni bilo, je na 3. mestu, kar je zgodovinski dosežek po količniku razvitosti, ki ima 11 različnih parametrov. Mi smo edina občina poleg Novega mesta, ki je v tem mandatu, pozabimo, da je bila vmes korona, tudi napredovali. Samo še 3 odstotne točke za Ljubljano, imamo največ stanovanja prebivalca. Skratka, po vseh teh mandatih lahko rečem, da mesto gre v pravo smer in se razvija v pravo smer. Trditi, da se mladi odseljujejo brez osnove, ker jaz statistične podatke znam zelo natančno, številke na pamet. Konkretno vprašanje. Da se bom konkretno govoril, vam dovolite malo voda? Ja, ampak vse to še bomo tudi vse obdelali. Jaz ne vem, kakšno imate vi vprašanja. In jaz se za kandidaturo vedno odločim. Pravi čas, vprašam samega sebe, mi je še to motiv, imam načrte za prihodnost, imam ekipo, ki bo to realizirala. Županovanja ne jemljem kot službe, ampak kot način življenja. In imam energije, lahko rečem toliko, kot sem jo imel prvi mandat, ko sem jo res potreboval ogromno, da sem se vse te stvari naučil, tega se ne da čez noč. Skupaj z celotno mojo ekipo, ki šteje 50 ljudi, smo eno leto se
ogromno pogovarjali na terenu, kaj je tisto, kar oni vidijo kot problem, sestavili konsistenten program za naslednje 4 leta, tudi realen, vem, kakšne so finančne možnosti občine in verjamem, da lahko vse te statistične podatke, ki so odlični, dvignemo še na višji nivo v naslednjih 4 letih. Zdaj pa na kratko, konkretno, kateri pa bodo tisti projekti, govorite zdaj, da ste jih na terenu veliko zbrali, ampak kateri pa so tisti prvi, ki bi jih na primer uresničili, če boste ponovno izvoljeni? Imamo 2 polji, če tako rečem. Eno so splošne usmeritve, to je trajnostni razvoj, zeleno mesto in pa izboljšanje kvalitete življenja ljudi na vseh področjih. Verjetno bo ena prvih stvari, ki se bo realizirala v prihodnjem letu, sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki je obsežen dokument, ki je praktično pripravljen do te mere, da bi lahko, če bi ciljili, šel v javno razgraditev že predtem. To je ena točka, ki se vam vleče že, oprostite, ampak tudi na leta 2018 je bila to osrednja točka na vašem volilnem programu. Občinski prostorski načrt, no zato. To so strateški dokumenti, ki veljajo po 10 in 20 let. Tudi zdaj imamo takšen prostorski strateški dokument, tudi novi občinski prostorski načrt ne bo prinesel revolucije, je pravzaprav nadgradnja obstoječega, ki je bil nazadnje noveliran 2001. Moram povedati, da smo v tem času tudi sami... Če strneva OPN, Ko smo prekinjate, pa pustimo. Oprostite, gospod Šrot, ampak želela bi, da imamo kar nekaj vprašanj in če bomo predolgi na vsakega, ne bomo zvozili, pa verjamem, da ste tudi vidva že utrujena, glede na to, da imate že 2 soočenja danes za sabo, kolikor sem slišala. Olajšati vam hočem delo. Pa zdaj smo prišli v formo, meni to ni muka razložiti, tako da, če mi boste dovolili, bom razložil, če ne pa... Skratka, dajte mi po alinejah to, kaj vse v tem novem mandatu, torej smo rekli OPN, naprimer, pri tem smo zdaj ostali, še kaj takšnega? Spomladi nov vrtec na Škapinovi, ki se mislim, da v teh dneh že ruši. Projekt Prva hiša, mi mislimo, da za mlade družine ni potrebno samo stanovanje v več stanovanjskih objektih, da si predvsem veliko mladih želi živeti v lastnem stanovanjskem objektu z vrtom in z neko večjo mero privatnosti. Zelo veliko delamo na umestitvi vzhodne obvoznice v prostorski načrt in potem 2027 na izgradnjo. Cel kup projektov, smo 20 lahko našteje. Ja, bo dovolj za začetek. Vaši me še zanima, kaj bi pa vi najprej naredili v primeru, da ste izbrani za župana, kateri so vaši prioritetni projekti na vašem spisu? Ja, hvala za besedo. Absolutno bomo sledili viziji, ki jo naslavlja tudi naš slogan Zeleno urbano skupno, torej v 3 sklopih se pogovarjamo. Na prvem mestu je seveda revizija in v sprejem občinskega prostorskega načrta, ki je trajen in dolgoročen dokument, se moramo resno posvetiti, to je najurgentnejša zadeva. Potem pa so prvi sklop seveda stanovanjska politika, mi moramo preglesti urbanizem in načrtovanje stanovanj tudi v prihodnosti, se dobro povezati z državnim stanovanjskim skladom in izvesti nekaj investicij na področju širšega centra mesta, kjer imamo težave trenutno s številom prebivalcev in pač je velik potencial za kakovost bivanja. Tukaj gre tudi za bivanje dostopno starejšim, za specifična stanovanja za mlade in obnovo našega stavbnega fonda, ki je v mestu v dokaj slabem stanju. Drugi sklop je energetika. Najprej študija situacije, pregled stanja. Vemo, da imamo trenutno situacije z prevladujočim energentom v gospodinstvih plinom. To pomeni, moramo se potruditi poceniti stroške dobave energije za občane na dolgi rok z eno strategijo, ki bo verjetno nadgrajevala sistem daljinskega ogrevanja, naše toplarne, razmislek o mogoče nekih točkovnih podpostajah v obliki toplotnih črpalk z geotermalno energijo, solarizacijo mesta. To je predvsem dokument, ki je dolgoročen in ker je investicijsko zelo zahteven. Na tretjem mestu pa je vrnitev neke pristne urbane atmosfere v mesto, ne samo v obliki vsebin za ljudi, za celjane, ampak tudi v obliki spodbud za tiste najustvarjalnejše člane naše družbe, od mladih podjetnikov do ostalih kreativcev, ki so edini, ki lahko v Celju obrnejo list na področju, ki je po občutenju nas celjanov trenutno tudi najbolj zapostavljeno. Pa če se mogoče jaz lahko tudi odzovem na programske točke, ki jih je
proti kandidat ravno kar izpostavil. Vse to, kar ste našteli, so točke, ki ste jih v svojem programu obljubljali že leta 2018. In se mi zdi, da so to projekti, ki jih podpiramo večinoma. Vse sem tudi kot mestni svetnik jih podpiral, ampak stojijo predolgo. Vrtec na Škapinovi, projekt Mlada hiša, vse to, obnova Šmartinskega jezera, Viseči most, o teh projektih se pogovarjamo, pa zdaj že v nekaterih bo šlo v 3. mandat. In se mi zdi, da to je ravno ta simptom, da tukaj nekaj ne deluje več. Ni neke ambicije, vizije. Tudi mi v našem programu smo absolutno realistični z vidika proračunskih zmožnosti in vemo, na katerih točkah bo potrebno posebno podarek dati, ampak nekaj več ambicije v smislu programa, ki mislim, da bi mesto v taki situaciji in tudi konec koncev v neki gospodarski aktivnosti, kot je zdaj v Sloveniji, moralo dati skozi zadnja 4 leta in tudi vnaprej. Pa tudi, če se smem odzvati še na komentarje glede moje strankarske pripadnosti, ki sem jih že v bistvu v teh tednih precej naveličan, ker je eno in isto, zdaj se prikazuje, kot da je to kakšna skrivnost. Jaz sem član stranke Levica, kar je znano, če ne bi želel biti, bi iz te stranke izstopil, sem pa povedal, da sem se odločil za neodvisno kandidaturo, ravno zaradi tega, ker v moji ekipi sodelujejo ljudje, ki so zelo različnih nazorov in tudi moj signal kot bodočega župana mesta ljudem je, da bomo delovali maksimalno povezovalno, vključujoče in da strankarska pripadnost tu ne igra velike vloge. Lokalna politika prihodnosti je zelo daleč od tega, kar si danes stranke predstavljajo oziroma na kakšen način delujejo, ampak mora biti nad tem in predvsem v stiku z ljudmi na terenu. In to smo v tej kampanji pokazali, si zgradili zaupanje več kot 5000 volivcev, konec koncev v prvem krogu, in se mi zdi, da zdaj tik pred volitvami odpiramo to kot neko... Na mitingu Levice. Kot neke senzacije. To, kar počnete, nekorektno, mene ste skozi prekinjali. Ne more da ga hočem. No, evo bom zaključil. Volilna kampanja, če pripravite soočenje, mora biti objektivna in nepristranska. Gospod župan, hvala lepa, se držimo, se poskušamo držati tega, da ni treba zdaj se že takoj razburjati. Tudi vi ste kar nekaj časa govorili. Se pa upravičujemo, imamo malo težave s tehniko in ne morem vam osebno toliko skakati v besedo, kar mi je žal. Iskreno. Bom obljubil, da bomo pazili, ampak tudi glede na minutažo, ki se je proti kandidat prej privoščil, se mi zdi, da je bilo tole... No, jaz gledam malo, da odgovori, da se zamenjamo tehniko, pa bomo videli, kako bo. Jaz sem samo na vas repliciral, tako da nič drugo. Vi ste, jaz pa na vas nisem mogel, ne? Dobro, kandidata, se boste sedaj razgrela v Visečem mostu raje. In sicer ne bomo sedaj spet razpredali, zakaj most ja, zakaj most ne, to smo že. Ampak bolj me zanima to, gospod Šrot, vi večkrat poudarjate, da je to bila javna obravnava, ta most, ampak mislim, da ravno ne šteje, če je bil ta most obravnavan v mandatu 2014-2018, takrat je bil ta projekt predstavljen svetnikom. Ni pa bil predstavljen razen omenjen, takrat, ko ste sprejemali proračun in je bila pač kakšna postavka noter za projektno dokumentacijo mostu. Sicer javne obravnave ni bilo. Vse, kar je bilo tisto, kar je organizirala stranka SDS, kolikor se spomnimo lani, kaj ne? Druga ne. Zakaj? Se vam zdi, da to ni potrebno imeti javne obravnave o takšnem mostu. Pa zdaj ne govorimo, se pravi, ne govorimo o tem, ali je to dobro ali slabo ali kakršnokoli, ampak samo to me zanima. Zakaj se vam zdi, da ni potrebna javna obravnava za takšno stvar? Jaz ne vem, kakšno javno obravnavo si vi predstavljate, ampak ta most... To, da bi lahko mogoče predstavili občanom, da bi tudi občani lahko kaj povedali, kakšno mnenje takšno obravnavo. Mislim, da 2 takšne predstavitve. Katere mislite to? Ena je bila v Celjskem domu, zelo dobro obiskana. To je bila stranka SDS, ki ni bila javno objavljena. To je tisto, kar so vedeli člani stranke SDS. Tam je bila zelo različna publika, sem bil na tej mogoče samo, kako ste vi izvedeli za to? Vi ste bili tam. Ne samo tole, prosim, da bi res razčistili. Jaz, na primer, vam povem, jaz sem izvedela strani arhitekta, kar je to objavil nekje. A veste, če me nekaj vprašate, samo hočem vam povedati, povejte mi še, katera javna obravnava, ker to ne bomo sedaj šteli za javno obravnavo, če je to pač imela ena stranka, ki ni širše obveščala javnosti. Samo to hočem povedati. Vi se zdaj postavljate kot sodnik v tej zadevi.
Jaz samo postavljam dejstva, sem novinarka v tem okolju in pač spremljam to zadevo in zato Zadeva je malo bila vem, dvakrat predstavljena na mestnem svetu, predstavlja arhitekt Nande Kotnik. Mi vse seje mestnega sveta prenašamo po televiziji. Sklepi, ki jih sprejema katerikoli mestni svet, veljajo, niso omejeni na mandat trajanja nekega mestnega sveta, tako da, ko ste rekli, da če prejšnji mestni svet to sprejel, ne velja za zdajšnji. Nisem rekla, da ne velja, jaz samo Velja. pravim, da je že takrat, In to je bilo to ni 2 v mestna ničemer. sveta nazaj praktično, In to ne? ni v ničemer drugačen, pa bolj poseben projekt kot katerikoli drug infrastrukturni projekt. Delala sta ga 2, po moji oceni, odlična arhitekta. To verjetno za Nande Kotnika velja, mislim, da ima največ mednarodnih nagrad in gospod Viktor Markl, jaz si ima zaupam. Javna obravnava, po vašem mnenju je to bila dovoljšna, no? Če to mogoče skrajšamo. Pa moramo za vsako cesto, vsak most delati javne obravnave ali ne. Dobro, v redu, to je pač vaše mnenje. Hvala. In teh javnih predstavitev je bilo tukaj, jaz vem še kar nekaj, mislim, da je bila ena v muzeju, ne bom trdil. Ja, Še vaš komentar. mislim, to je ena izmed postopkovnih stvari, kjer take stvari bodejo v oči. Seveda lahko se pogovarjamo o samem projektu in na kak način je bil naročen. Tudi konec koncev pravila javnega naročanja zahtevajo javni natečaj pri arhitekturnih zadevah nad vrednostjo 2,5 milijona. Ampak predvsem ko gre za posege take velikosti v prostor, ki bistveno vplivajo na videz, dojemanje, konec koncev tudi na neko geologijo tal in tako naprej, se ponavadi sprejemajo prostorski akti. In ti prostorski akti po naši zakonodaji imajo javne obravnave, kjer se lahko zainteresirana javnost izrazi in potem to strokovne službe in pripravljavci v nekih rokih na to odgovorijo in odzovejo. Pri tem projektu je šlo za, bom rekel, eno ustvarjalno branje obstoječega PUP-a, starega prostorskega akta, ki omenja, da na območju starega gradu Miklavškega hriba, ki je ta prostorska enota v Celju, so mogoče tudi gradnje raznih škarp, mostov in podobnih elementov. To je sprejela z obvezno razlago zgolj statutarna komisija in s tem omogočila v bistvu izdajo gradbenega dovoljenja. V primeru, da bi se šlo tu regularno za tak velik objekt sprejemati prostorski akt, bi ta obravnava tudi bila in zagotovo bi na njo iz več strani pripombe prihajale. V tem projektu smo govorili 3 leta, pa ni bil niti v dolgoročnih razvojnih dokumentih, kot je načrt razvojnega programa, kratkoročnih, kot je načrt razvojnih programov proračuna zaveden. To pomeni, mi smo naročali projekt, brez da bi mestni svet ga umestil kot neko upravičeno proračunsko postavko. Tako da tu, kar se tiče sprejemanja, jaz mislim, da je absolutno bil netransparenten, sicer pa mislim, da je to danes precej brezpredmetno vprašanje, ker je že zadeva tako daleč zapeljana in se treba pogovarjati predvsem, kaj bomo s tem projektom naredili v resnici v prihodnosti, če bo to vaše vprašanje. Ne bo to naslednje vprašanje. Zdaj, ali je bil projekt pravilno umeščen v prostorske akte, odloča upravna enota, ki je izdala gradbeno dovoljenje. Tudi vsi soglasodajalci so dali pozitivno mnenje, vključno Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Se pa čisto razumem, da pa projekt vsem ni všeč, sicer tistim, ki ni všeč, mi tudi glavnim ne povedo tega, pa zakaj mi ni všeč, ampak mesto Se ne bi težko. zdaj v tem, ali nam je všeč, ali nam ni všeč. Mesto Kakorkoli težko, obrnete kakšno stvar atrakcija narediš, pa je. da čisto vsem všeč, veste. Mene je bilo samo to, a je to dovolj, da je pač tako veliko objekt brez javne obravnave, samo to sem hotela pač izvedeti od vaju in sta povedala vsak svoje mnenje. To ni velik projekt, mi smo za Videž bo peško, velik najbrž ne, veduto bo spremenjal. ničemer ne bo spremenil. Veduta starega gradu bo popolnoma enaka Savinjskega nabrežja, ki se ne bo videl. Si pa verjetno narobe predstavljate, da bo most Očitno res, tekal. kako mislite, da se ne bo videl? Zato, ker se postavite k splavarju, pa pogledajte, kje je točka stika na obeh straneh Miklavškega in Grajskega hriba in ga ne boste videli. Ja, Definitivno. a bomo zdaj stali tam, zato da ga ne bomo videli, no, dajte, no, gospod Šarov. Kje se pa bo videl? Zato je tako umeščen, da se veduta ne bo spremenila. Most je poteka na višini 100 metrov in ga z Savinjskega nabrežja ne boste videli.
Vaš komentar. Jaz samo en komentar še glede sprejemanja. Seveda upravna enota izda gradbeno dovoljenje na podlagi pridobljenih mnenj in pa prostorskega akta. Izvorna pristojnost za sprejemanje prostorskih aktov je na lokalni samoupravi, torej občini. Če jaz pridem kot investitor na občino, da si želim postaviti 100-metrski nebotičnik, se bo mestni svet, najprej strokovna služba in mestni svet zelo močno vprašal, ali je to nekaj, kar v prostor umeščamo. Če sama občina seveda sprejema svoje prostorske akte in je mestni svet takšen, da pač se temu ne oporeka, se taka stvar sprejme. Upravna enota samo presoja, ali je to skladno s prostorskim aktom. Tu smo pač na tak način odpeljali, lahko bi to na bolj transparenten način naredili, verjetno bi tudi dlje trajalo, ampak odločitev občinske uprave je bila, da se pač ta PUP samo z obvezno razlago razširi. Gremo naprej, zato sem vas malo prej prekinjala pri tisti statistiki, ker jo še imamo na spisku, no, zato samo malo o obrazložitev. Ker ravno vi, gospod Šrot, večkrat malo komentirate na teh soočenjih, da vaši protikandidati še prej, no sedaj imate samo še enega, da imajo napačne podatke, naprimer tudi o izseljevanju mladih in podobno. Ampak zagotovo pa lahko vsi nekako verjamemo vsaj podatkom Državne volilne komisije, kjer pa je zapisano, da ima Celje od leta 2018 do danes 1808 volilnih upravičencev manj. Zakaj po vašem mnenju? Kam so ti ljudje šli? No, verjetno smo imeli v času korone, to vemo, malce večjo smrtnost. To je verjetno razlog. Jaz bolj gledam na to, da se število prebivalcev praktično ne spreminja. Ves čas je okoli 49.000. SURS pa ima zelo natančne statistične podatke tudi po starostnih kategorijah in vam lahko povem, da je Celje imelo 1. januarja 2018 6.699 prebivalcev v tej starostni kategoriji od 15 do 19 let, to so mladi, in na dan 1. julija letos 7.010. Tako da, če bi zdaj zopet statistiko gledal, pa jo interpretiral, bi lahko rekel, da jih imamo celo več, ampak to so nihanja, ki so zanemarljiva. Jaz sem tudi gledal gibanje prebivalcev po posameznih letih, 2019, pa tudi 2021 je bilo precej preselitev, takrat je bil upad največji, vemo pa, da se takrat gospodarstvo zaradi zdravstvene krize zaprlo in da so verjetno mnogi, ki so v tej evidenci, pa so mogoče tujci, šli drugama in se vrnili domov. Skratka, še vaš komentar, vi pa ste večkrat to opozarjali, da je manj mladih tudi okrog 1800. Na kaj ste to mislili? Ne, tu ne gre za mlade, no, samo to bi rekel, statistika mora biti namenjena temu, da se iz nekaj naučimo in da potem pač na teh stvari reagiramo, ne da jo uporabljamo za neko prazno hvaljenje. Danes smo na soočenju na 1:1 zvedela od novinarja celo eno drugo starostno skupino, če drugače gledaš od 18 do 38, kar malo drugače kaže podatke, da je v zadnjih 10 letih, pa ne me zdaj točno, ker sem to samo ustno slišal, padlo v tej populaciji, to pomeni do 38 leta, iz nekih 18.000 na 11.000. In to je tista najbolj delovno aktivna populacija. Po 30. letu je razlika, ne, ker si ljudje začnejo graditi hiše, ustvarjati dom in ti se odseljujejo. Kar se tiče selitvenega... Mogoče samo še pod vprašanje, kar je bilo istočnica, torej, kam so šli ti volivci 1808? Ti volivci, jaz imam podatek SURS-a za leta 2018 do 2021. To se ujema z zadnjim mandatom, seveda se je vmes zgodila korona. Mi smo izgubili v tem času s selitvenim prirastom med občinami, to je brez priseljevanja tujcev, 1838 občanov. Takle je v letih 2018 475, potem 319, v 2020 pa 856 občanov. Verjetno, glede na to, da je zdaj številka na koncu skupnega prebivalstva enaka, lahko sklepamo, da so to populacijo nadomestili tujci, ampak to kaže predvsem na ena vprašanja, ki so vezana predvsem na naš trg dela in pa na ponudbo stanovanj. In mi se s to statistiko ukvarjamo zgolj zato, da se bomo znali odzvati s tistimi ciljnimi projekti, ki so ključni, da to zaustavimo. To je najbolj ustvarjalna populacija. To je sklep iz več statističnih podatkov, ki ga lahko vlečem in na tem moramo delati. Še ena statistika, potem pa gremo naprej, to je pa tista, ki jo vi večkrat omenjate in je točna, o koeficientu razvitosti občin. Potem koeficientu je Celje nekje nad sredino
koeficient znaša 1,18, kolikor sem pregledala zdaj podatke. To je tretje mesto. In na tej podlagi je občina upravičena do 70% obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. To so pač ti koeficienti, na te zdaj mislim, na podlagi katerih se računa ta odstotek sofinanciranja. Ampak je pa vseeno ta koeficient bil leta 2013-2014 že celo višji, sicer malo višji za 1,19, to mi se padlo na 1,15. Skratka, ni pa videti zelo velikega preskoka tega koeficienta, ki kaže razvitost občin. No, po koeficientu razvitosti smo mi na tretje mesto. Prvo je Novo mesto z 1,26, potem Ljubljana 1,21. Ne, rekli ste, da smo nekje na sredini. Jaz gledam glede na to, koliko smo potem upravičeni do sofinanciranja, ne? Se pravi od 60, 70 do 100. Če bi bili zelo, zelo razviti, bi imeli samo 60, ne? Vse mestne občine so v tem mandatu 2018 do 2022 padle, razen Celje in Novo mesto, pa mislim, da Krško za 1%, ki je zdaj vmes postalo mestna občina. Tako da tudi to kaže, koeficient razvitosti se meri z mnogo različnimi faktorji, mislim, da jih je 11, od gospodarske aktivnosti, delo aktivnega prebivalstva, dostopnost do komunalnih storitev, stanovanj, mimo grede, mi imamo 435 stanovanj na 1000 prebivalcev, kar je 25 več od slovenskega povprečja in tudi več kot v Savinjski regiji. In to je tisti podatek, ki kaže, da je stanje na številnih področjih, vseh teh 11 področjih dobro. Mi še nikoli nismo bili tako visoko, še nikoli, vedno smo se vrščali tam nekje na 7., 8. mesto in smo prehiteli tako Kranj. Bili ste že malo višji, ne, po teh podatkih, ki sem jih omenila, no to hočem povedati. Mesta, če štejemo, gdje smo za Kranjem, za Koprom, gledamo sedaj Celje. Če primerjamo. Ne primerjamo Celje po različnih letih, gospod Šrot, to sem prej vprašal. Ja, ampak se meri ne samo naš koeficient razvitosti, to je povprečje, pa se zračuna, koliko smo pa nad povprečjem. Drži? Dobro, še vaš komentar? Ja, moj komentar je tu, da sem vesel, da smo na tem področju uspešni in to kaže tudi, kar moramo iskreno povedati, na dobro delo v preteklih obdobjih, ker je to skupek več kazalnikov. Mi imamo dobro urejeno komunalno infrastrukturo, seveda so tu še izzivi, ampak v splošnem smo razviti, imamo šole in tako naprej, to, kar ste našteli. Ne? Tako da jaz se, kar se tega podatka niti nimam posebnega odnosa do njega, ker kot pravite, ja, vpliva tudi na delež sofinanciranja potem projektov. Ukvarjati se moramo s tistim, kar je izziv kratkoročno in biti hitri, ker kot kaže zadnje obdobje, smo zaspali in nas čas tukaj prehiteva. Mi smo v obdobju, ko se je gradilo, ko se je investiralo povsod, imeli izdanih 3-krat manj povprečno gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev, kot so imele to uspešne občine, Slovenj Gradec, Novo mesto in tako naprej. In teh zamud si več ne smemo privoščiti, ne? To so tiste stvari. Dobro, tole sem vas hotel malo prekinati, ker ravno to ste že tudi na zadnjih soočenjih tudi izpostavili, zato zdaj mogoče ne bi o tem toliko več posebej. Poskušali bomo danes najti še kakšne. Tudi to ste vi že takrat pojasnili. Zakaj se bomo potem danes tako soočamo, če smo vse pojasnili? Ne, samo ta... Vsako, kaj rečem, to ste že pojasnili. Se upravičujem, ampak hotela sem, da samo... Ampak na takem soočenju še nisem bil, res ne, pa sem že dolgo župan, pa na velikih soočenjih. Hotela sem gospoda Kovača ustaviti, ko je začel znova z gradbenimi dovoljenji. Če tega niste razumeli, se upravičujem. Gremo pa naprej. Tako da, jaz ne vem, še rabite tu? Prazni lokali v mestnem... Še rabite? Ja, vas še rabim, gospod župan. Sploh vas, glede na to, da vi branite skoraj da 4 stoletja dolg mandat. In zato je tudi mogoče malo bolj jasno, da imamo več kritičnih vprašanj za vas, pa da več bistva hočemo izluščiti. Namreč, prazni lokali v mestu so, pa ne bomo zdaj se spuščali v tiste, ki so pač v privatu, zasebni lasti, ampak tiste, ki je občina lastnica. Majolka, na primer, že 5 let ste lastnik kot občina, zadnjič ste sicer omenili, da ste se pogovarjali z gostinsko šolo, da bi tam imeli nek kot učni center, kar je super ideja, ampak vendarle to je samo ena ideja, no, ki so jo v Ingredi potem tudi zavrnili, ste še pojasnili takrat, ampak vendarle je to ena sama ideja v 5 letih. Ste 5 let čakali na odgovor šole ali kako?
Jaz sem že to vse pojasnil, morda še enkrat. Bi prosila, da to nisem slišala, ja. Glejte, naša ideja je bila, da tu ostane ena tradicionalna slovenska gostilna, ki jih je bilo v Celju včasih kar nekaj. Od Branibora do Ojstrice, Majorke in še kakšne. Jaz sem se z ravnateljem gostinske šole pogovarjal o tem, da bi občina prenovila ta objekt in da bi šola imela to učni center oziroma svojo gostilno, če tako rečem, podobno kot je v Novem mestu in še kje. In je ravnatelj rekel, da je ideja zanimiva, ampak da nimajo kadrovskih kapacitet, da bi to lahko realizirali. Jaz se zato sprašujem, zakaj niste še kakšne druge ideje iskali, da bi zapolnili ta objekt? To je zdaj bil namen vprašanja. V 2 letih, ko je bila koronska kriza, so se celo gostilne, ki so opremljene, urejene, zapirale. Vsi vemo, kakšni so problemi danes v gostinstvu, da preprosto gostinci ne najdejo kadra in da čas ni bil temu naklonjen. Jaz razmišljam, da bi mogoče zdaj temu objektu dali kakšno drugo vsebino, tudi to bi bilo možno. Mi smo objekt kupili za nizko ceno, mislim, da je bil 160 000 evrov, da je bila vrednost v stečaju, mislim, da je to bila dobra investicija. Smo nekaj prostorov tam zadaj na dvoriščni strani še dokupili, tako da upam, da se bo slej ko prej našel gostinec, ki bo si želel upravljati gostinsko dejavnost v mestu. Na tem področju imamo deficit, premalo dobrih gostinskih lokalov, tudi to je tisto, kar ljudi pritegne v mesto in ne vidim razloga, zakaj ne bi tega relativno hitro realizirali. Treba je pa objekt res temeljito obnoviti, kajti že ko smo ga kupili, je bil 10 let prazen. Gospod Kovanč, kaj pa bi vi naredili z Majorko in bi to naredili kaj prej? Jaz pri takih stvarih si ne drznem biti preveč kritičen, ker vem, da proračun ni jama brez dna, malha brez dna in da stvari pač potekajo z neko hitrostjo. Celjski proračun je maksimalno obremenjen bil z nekimi drugimi investicijami v tem obdobju in tudi sam ne iščem rešitev na koncu, ampak mislim, da je treba iskati pri vzrokih. Zakaj v Celju lokali niso bolj polni? Zato, ker je verjetno povpraševanje ni toliko. Tako da mi moramo najprej začeti delati v mestu na strukturi uporabnikov, prebivalcev, ki bodo tu radi, ki bodo tu preživljali svoj čas, ki bodo tu tudi trošili in tako mesto bo postalo privlačno kot regijski center, potem spet za obiskovalcev drugod, ki bodo prišli kaj dobrega pojesti in te lokale zapolnili. Seveda v situaciji, ko imamo takšen del mestnega jedra izpraznjen in nedelujoč, ne moremo pričakovati, da bomo kar čez noč to rešili in seveda vsi ti objekti, ki so, tudi temu nisem nikoli nasprotoval, tako za Turško Mačko kot Majorko v občinski lasti, bodo morali pač počakati na to vrsto. Ob resnem premisleku, ali se res išče dejavnost v smislu gostinstva ali hotelirstva ali pač kakšna druga. Jaz mislim, da v Celju en hotel bi bil dobrodošel še dodaten, ampak seveda tega občina sama ne more voditi in ustanoviti, zato je pač treba sodelovati tudi z zasebniki, s podjetniki, ki bodo tu našli interes. Občina mora biti tu servis in pomagati najti seveda nekoga, ki bo te stvari dobro počel. In v tem duhu bomo tudi to v naslednjem obdobju korak za korakom reševali. Občina je servis, jaz nimam nobenih pritožb s strani odvetnikov, da smo mi slab servis. Mislim, da je celo na nekem srečen zadnji čas eden rekel, da tisto, kar so v Celju uredili v enem mesecu, urejajo, ne vem, nekje na Primorskem že 3 ali 4 leta, tako da jaz bi rad tu pohvalil svoje sodelavke in sodelavce. Mi smo dober servis in odzivni in stvari hitro uredimo. Dobro, gremo še k enemu objektu, to pa so vam tudi malo nekateri učitelji, zakaj pa ni občina, ki tako ima predkupno pravico za določene objekte, ni izkoristila to pri Kinometropol, če rečemo po domače, torej ta stavba znamenita, ki je ravno nasproti vaših tudi prostorov stranke. Zato, ker je bila cena preko 3 milijone evrov in tega denarja v proračunu nismo imeli, tako da mi smo tudi s tem omejeni, kje lahko uveljavljamo predkupno pravico. Žal mi je, da nimamo predkupne pravice na prostorih, ki so v etažni lastnini, tako da nismo se dolgo časa pogovarjali, ampak smo ocenili, da je cena mogoče za 50% pretirana. Ampak jaz sem vesel, da lastnik dobro skrbi za objekt, je lep, ga bo namenil in ga namenja za poslovne dejavnosti. Kinometropol je prenovljen,
lastniki kupili tudi nov projektor, tako da bo zopet kino dejavnost v njem in še različne druge dejavnosti, ki so lahko v takšnem prostoru, tako da na koncu se je skazalo, da je dober kupec kupil ta objekt tam. Mi smo tudi že kdaj v preteklosti odstopili od predkupne pravice, kadar smo videli, da je kupec nekdo, ki ima idejo in vsebino, kot je recimo objekt nekdanje Probanke na Stanetovi, kjer je Hajdi. Tam smo uveljavljali predkupno pravico in ko smo slišali za zgodbo in kaj moramo, da smo super, to paše tja in kupili pa smo recimo turško mačko, zato ker smo imeli informacije, da želi nekdo v tem nastanitvenem objektu narediti samski dom. To pa se mi zdi, da ne paše v center mesta in smo tudi prav naredili. Žal so vsi ti razpisi, ki so bili za zdaj, recimo zadnje leto, za obnovo nastanitvenih zmogljivosti, bili napisani zgolj za zasebne gospodarske družbe, tako da se občina niti ni mogla prijaviti. Bo potrebno počakati na naslednjo finančno perspektivo oziroma CTN sredstva, to je mehanizem, ki je za mestne občine na voljo, ali pa se odločiti prodati objekt v takšnem stanju, kot je konkretnemu investitorju pod nekimi pogoji. Vaš komentar na tega? Jaz mogoče komentarno glede stavbe Ljudske posojilnice, jaz sem tu, pač iskreno povem, subjektiven oziroma tudi osebno zelo angažiran pri tej zadevi, tako da je težko drugače komentiram kot to, da rečem, da je pač to ena pomembnejših stavbnih dediščin našega arhitekta Jožeta Toplečnika in njegove delavnice. Takrat se mi je tudi zdelo zelo, mislim, je ena pomembnejših stavb in bi se mi zdelo idealno, da bi bila v javni lasti. Mi smo v tistih letih, preden je do te prodaje prišlo, kot biro pripravili eno idejno zasnovo prenove tega objekta in si seveda zelo želeli, da bi občina pač v to zgodbo vstopila. Spet enako, jaz ne morem soditi proračunskih razmer in odločitev za tisto obdobje. Dejstvo je, da je objekt danes v zasebni lasti in kot mesto lahko največ naredimo s tem, da lastnika, ki pa je aktiven in se trudi stavbo, pri tem spodbujamo, da hiša zaživi, ampak ne smemo pri tem pozabiti, da je to ponos našega mesta in da moramo tu upoštevati tudi vse najvišje kriterije varovanja stavbne dediščine in tudi atmosfere, ki jo mora v mestu dajati. Bom to zaključujem. Vidite moj znak, ne? Ja, vidim, da smo se že upeljali. Mogoče, če lahko tudi tam smo pokupili recimo eno drugo zgradbo, ki je tudi pomemben spomenik kulturne dediščine, pa spomina tega mesta, to je recimo Pelikanova hiša, kjer odlično urejate. Ja, sem se ogromno pogovarjal z lastniki, ki so bili zelo korektni in se mi zdi pa to tudi super. Mesto je veliko takih objektov, ki so pomembni za Bil je pa še en zelo lep objekt, ki je žal pogorel ravno, ko ste vi zmagali pred 8 leti na volitvah, Rakušev mlin. Tam pa še ničesar ni. Zakaj ne? Kaj se pa tam čaka? Oziroma, kakšni so sploh tam ideje, predlogi? Mi smo dolgo časa razmišljali, že ko je objekt stal, smo naročili projekt, kako bi ta objekt, ki je bil industrijsko skladišče, pravzaprav prenovili v stanovanjski objekt in smo tudi videli nekaj podobnih praks. Mislim, da je bil tak objekt na Poljskem. Potem smo razmišljali, da bi na tej lokaciji zgradili poslovno stanovanjski objekt in da bi naredili vsaj repliko te vzhodne, južne in severne fasade. Kaj dati v pritličje? Boljše bi bilo, da trgovina Lidl, ki je tam zraven, bi bolj sodila v en tak pritlični objekt, ampak oni se s tem ne strinjajo, ker delajo tipske objekte. Je pa celo tisto območje, ne samo naša parcela, ki je velika 3000 kvadratnih metrov, ampak vso to območje, ki je nezazidano ob železnici, namenjeno stavnim oziroma stanovanjski gradnji. Skratka, pa kje smo zdaj? Omenili ste nekaj projektov, kaj vse ste nameravali, kje pa smo zdaj? Kaj pa zdaj aktualni To je projekt? kapital mesta. Mi imamo veliko parcel v mestu, kjer je možno graditi stanovanjski objekt. Jaz na eni strani poslušam, kako ni nič možno graditi, ampak imamo recimo prosta zemljišča za stanovanjsko gradnjo za Kovinotehno, ki so v občinski lasti, potem ta parcela, za katero ste me vprašali, vsa zemljišča na območju bivše vrtnarije od Mariborske do Stare Dečkove ceste. To je kapital mesta, se ni treba, da vse naenkrat razvidamo. Gospod Kovač? Ja, jaz sem na tem projektu začel svoj vstop v lokalno politiko kot 24-letni študent, zagret študent arhitekture in mestni svetnik sem takrat
bil zelo razočaran nad tem, da je pač stavba potem na koncu padla. Mi smo takrat še sami hodili do različnih inženirjev in jih prosili za pomoč pri nekih študijah, kako hišo obnoviti in ohraniti. To je bil zadnji primer te industrijske dediščine v Celju, poleg dimnikov, cinkarniških, ki so še ostali, in se nam je zdelo to zelo pomembno. Zdaj, uvodoma, ko sem povedal, kaj so prioritete za naslednje obdobje, ko govorimo o širšem mestnem jedru, govorim ravno o teh zemljiščih. Tu je treba stanovanjsko gradnjo urediti, to je razširjeno območje mestnega jedra, ki je dostopno tako za tiste, ki se vozijo izven mesta, kot za peš dostop do mesta. To so prvovrstne parcele, ki so pripravljene za vrhunsko kakovost bivanja. To, da se v 8 letih od tega požara ni sprejel prostorski akt za to območje, je ponovno en dokaz o v bistvu stagnaciji. To je parcela, ki bi jo vsako mesto raztrgalo, razgrabilo, ker je pač to je res vrednost. No, prostorski akt je že sprejet za to območje, sem povedal, celotno nepozidan del, kar ni trgovina videli, je namenjeno stanovanjski grad. Vse ste pojasnili prej, gospod Šrot, ja. No, Gremo še... točno, ne smem. Mislim, da ste kar pojasnili. Gremo naprej. Več ste pojasnili, no, kot pa včasih pojasnite v mestnem svetu, ne vi, ampak kakšni odbori in podobno, ker to je pa ena od naslednjih tem, ki jih hočem načeti kot lokalna novinarka, ki spremlja lokalno politiko in s tem delovanje mestnega sveta, so mi bile seje ravno v tem zadnjem mandatu fascinantne, malo v narekovajih, ker večkrat se nihče sploh ni oglasil, na kakšen nihče od svetnikov ni obrazložil glasu. Seje so minevale odborov, kvijaza in podobno rekordno hitro. In potem ste vi, mislim, da na enem zadnjem soočenju na televiziji razložili, da to zato, ker se pač prej stvari zmenite. Ampak me zanima, kako, kje se potem to zmenite, dogovorite? Jaz na seje odborov in komisij ne hodim. To je mesto, kjer predstavniki različnih političnih strank, ki so v odboru, diskutirajo neko temo skupaj z strokovnjaki, ki so pripravili gradivo, z občinskimi uslužbenci. Ampak včasih končajo v 7-8 minutah, to je... Zdaj jaz skriv. Potem pa v odboru so člani praktično vseh političnih strank, mogoče si niti gradiva ne preberejo, pa sem jaz skriv zdaj za to. Vem pa, da so nekateri odbori zelo dolgotrajni in izčrpni, recimo odbor za družbene dejavnosti je že takšen. Nekateri odbori imajo tudi bistveno več dela, če temu tako rečem. Tisto, kar jaz usklajujem, jaz vidim kot svojo tudi pristojnost in je zakon tako določa, je politična koordinacija, ki jo imamo vedno vsaj 14 dni pred mestnim svetom, običajno pa še več, ker povemo predstavnikom vseh političnih strank ali pa skupin, zdaj so pred tem mandatu tako ali tako samo stranke v mestnem svetu, kaj so teme, kje so dileme, vprašamo, to so itak stvari, ki jih že poznajo, vprašamo, ali ima kdo kakšne pomisleke, če so kakšni pomisleki, umaknemo z dnevnega reda in vrnemo v diskusijo tisto prvotno fazo, tako da jaz mislim, da tu maksimalno demokratično vodim te postopke in tudi v skladu s tistimi pristojnosti, ki jih jaz imam. Jaz tudi na mestnem svetu ne morem diskutirati pa razpravljati, lahko kaj pojasnim, kakšno temo, če so svetniki, če vprašajo, kontroliram predvsem to, da so svetniki, da spoštljivo komunicirajo, da se vodi nek kulturni politični dialog, vse ostalo je pa stvar svetnic in svetnikov. Gospod Kovač, vi ste bili svetnik, bili ste član odborov tudi, boste pa morda vi pojasnili, kako se lahko v nekaterih odborih tako hitro stvari zmenijo. Jaz sem bil v tem mandatu član 2 odborov, odbora za družbene dejavnosti, ki je deloval korektno, kjer smo si vzeli čas in se tudi pogovorili o stvari. Ampak želel sem si sicer biti član odbora za okolje, pa me koalicija tam ni videla. Tam so dejansko se sprejemajo prostorski akti, so teme in stvari res grejo včasih kar bolj po tekočem traku, pa se potem moramo na mestnem svetu z njim ukvarjati. Moje videnje absolutno zadnjih 2 mandatov mestnega sveta, predvsem pa zadnjega, je, da je to dokaj mrtvo politično telo. To pomeni, da si ne vzame svoje avtonomije odločanja, ampak to je verjetno posledica tako dolgotrajnega županovanja in tega, da se pač ljudje že po inerciji odločajo o zadevah, se več o njih ne poglobijo, o njih ne preizprašujejo in pač enostavno pritiskajo na tist gumb. Ni v vseh mestnih svetih tako. In jaz mislim, da je cilj naslednjega mandata absolutno avtonomijo mestnemu svetu vrniti, da bo to živahen organ, ki se bo pogovarjal o razvojnih izzivih mesta in odločal na podlagi lastnih mnenj. In zato se mi tudi zdi dobro, da je županska funkcija na nek način
ločena od mestnega sveta in da ni to neke popolne kontrole. Jaz mislim, da tu ne moremo enačiti vlade in parlamenta, je ureditev lokalne samouprave drugačna in da so angažirani politični predstavniki ravno tako pomembni kot angažirani občani. Zadovoljni občani so tisti, ki prispevajo in ki se jim tudi potem njihov prispevek vrača v obliki pozitivnih izvedenih pobud. V tem mestnem svetu je pobud zelo malo, predvsem tisti, ki se ponavadi nismo strinjali z odločitvami, smo bili pridni pri pobudah, velika večina na tem področju ni delovala. Seveda pa je politična kultura v Celju, kot ste tudi sami večkrat omenili, na visokem nivoju in kulturnem in večino stvari, ki niso problematične, tudi soglasno sprejemamo. Jaz mislim, da tudi v prihodnjem mandatu na tak način moramo računati, je pa bistveno, da takrat, ko stvari niso v redu oziroma ko so vredne razprave, da mestni svet to nalogo opravi. Zdaj pa kar vse takole šlo in nedavno nazaj smo imeli en primer enega prostorskega akta, kjer je dejansko mestni svet potem z dopisno sejo ga moral razveljaviti. Ravno to sem hotela sedaj omeniti, pa ste že vi. Ta gradnja pri osnovni šoli Frana Roša v Novi Vasi, tam ste vi bili kar na zadnji seji, mislim, da sta se 2 svetnika oglasila in to je bilo že skoraj da rekordno. Ampak vi ste rekli, gospod Šrot, da tam je zasebni interes, ampak vi ste videli zasebni interes teh ljudi, ki se tam bunijo, ki so proti tej gradnji. Še vedno tako mislite? Ne, tam so 3 parcele in sicer 2 zasebne, 1 občinska. Lastniki teh parcel so pravzaprav staroselci tam. To so njihovi pravni predniki so pa dali zemljišče, ker so se te hiše pozidale. Hiše, iz katerih sedaj prihajajo, ker se pa ne strinja, da bi se to pozidalo. Seveda se pri takšnih, koncentracijah pozidave se srečujemo vedno. Ko si nekdo hišo postavi, si ne želi soseda, oziroma bi ga imel čim dlje. Ampak šola je tam zraven, pa to dvorišče, ne? Mislim, da ni... Na področje šole ta prostorski akt ničemu ne posega, ker je meja ceste in bi se tudi za obstoječe prebivalce boljše uredilo prometno, da se, pa ne nazadnje tudi za vozila komunalnih služb, da se lahko sploh kje obrnejo, zdaj je tam cesta zelo ozka. Kaj pa, če bodo občani vztrajali pri referendumu? Ne, gledajte, mi smo, ta prostorski akt, mislim, da je bil 5 let v postopku. Tu nekje. Srečevali smo se v tej fazi sprejemanja postopka, v samem postopku z mnogimi tudi zavajajočimi dejstvi. Govorilo se je, da se bo posegalo v tisti gostiček pri šoli, čeprav tega ni bilo nikoli predvidenega. Pa ne vem, kaj vse še ne. Jaz sem, potem ko je mestni svet sprejel ta odlok, presodil in predlagal, da se razveljavi, ker se mi ni zdelo korektno do tega mestnega sveta v tem mandatu, ki je delal dobro in korektno in je sprejemal dobre odločitve, da gre v zgodovino, če tako rečem, s takšno popotnico. Ne nazadnje tudi tak referendum nekaj stane. Sem predlagal, da odlok razveljavimo, kar pomeni, da se vrne v začetno fazo in da preskutiramo še enkrat, da stroka tudi pove svoje, ali je to res tako, ali kot so zatrjevali recimo nekateri svetniki razpravi. Meni se je zdela to najbolj pametna rešitev in tudi korektna do vseh. Je pa nekorektno do teh lastnikov zemljišč, da si zdaj na svoji zemlji ne morejo postaviti hiš. Vsi ostali, ko so hodnik zemljo kupili, so si jo pa lahko, če mene vprašate. Jaz a priori ne nasprotujem zgoščanju mesta oziroma to celo podpiram. Je pa tu specifika, ena širša ureditev urbanistične 60 let, ki je po mojem mnenju ena kvalitetnejših v Celju. To so hiše z visoko kakovostjo, bivanje, razgledov in tako naprej. In ta parcela je bila namenoma, te parcele so bile namenoma izpuščene prazne, ker gre za nestabilen, strm teren, ki pa poleg vsega tega nudi en razgled iz parka pri osnovni šoli Frana Roša na veduto Celja, Nove vasi in je to en lepših ambientov parkovnih v tem delu mesta. Ljudje ga imajo zelo radi. In v postopku sprejemanja prostorskega akta so se občani na več kot 15 stranih pripomb proti temu izrekli, da to strokovna služba spusti na mestni svet praktično nepopravljeno, z enim malenkostnim popravkom tam v delu Škarpe, ki je dejansko malo posegal tudi v šolsko zemljišče,
se mi ne zdi korektno z vidika stroke in varovanja prostora kot takega. To so neke prostorske vrednote. Zato smo temu tudi na mestnem svetu nasprotovali. Jaz nikoli ne maram zavajanja oziroma informacij, ki niso resnične. Nikoli nismo trdili, ne, da bo poseg v šolski gozdiček. So pa to nekateri ljudje v javnosti potem na tak način tudi razlagali. Gre za to, da je potrebno seveda lastnikom, če je le to mogoče, omogočiti gradnjo, ampak v skladu z nekimi normami. Tam so hiše določene kvadrature, to so vrstne hiše, manjše hiše, tudi v razglasu prostorskega akta, mislim na 2017, ki ga je župan podpisal, pisalo v enaki tipologiji. Ne. To so pa zdaj bile hiše, ki bi lahko bile kvadratur okoli 800 kvadratov, ki bi zasenčile dejansko ta pogled šoli, otrokom in vsem ostalim uporabnikom. In to se mi z vidika prostora ne zdi korektno. Občina je mediator v prostoru in mora tu skrbeti za visok standard za vse udeležence. Ne more vsak graditi, kar hoče na svojem zemljišču. Kot sem prej rekel, primer Nebotičnika verjetno tudi ne bi dovolili zgraditi kjerkoli kot mestni svet. Smo ravno v korektnosti. Nisem čisto prepričan, ampak mislim, da je bila kvota slemena približno enaka kot obstoječe hiše, ki tudi, zdaj, če tako rečem, zakrivajo veduto, ampak to je zdaj, rekel, odlok, ki ne obstaja več in bo priložnost za strokovno razpravo. Tako, v naslednjem mandatu. O korektnosti in politični higieni še imamo eno vprašanje, ker tik pred prvim krogom volitev smo v nabiralnike novinarji dobili kar nekaj pošte, nekaj očitkov, denimo, da kakšen svetnik preko obvoda tiska občinsko glasilo, pa da določen svetnik ima v najemu prostor sedaj na prazničnem Celju, pa tudi Celjsko kočo, pa da vaša žena, gospod župan, sodeluje z zdravstvenim domom, pa da vi, gospod Kovač, ki ste svetnik, redno sodelujete z Muzejem novejše zgodovine Celje, katere ustanoviteljica je občina. Tako da, kako pa vidva to komentirate, no? Takšne očitke, ko vam ste tudi gotovo kdaj prišli na ušesa? Kolikor jaz vem, moja žena hodi v zdravstveni dom, če je bolana, da je kakšno drugo sodelovanje imela tam. Projekt dolgotrajne oskrbe so najbrž imeli v mislih, takrat je tudi naša žena sodelovala pri projektu dolgotrajne oskrbe, ki je mimogrede že zaključen, ja. Vsi, ki upravljamo javne funkcije, imamo omejitve in seznam je tako na občini kot na KPK s kom, kdo ne sme sodelovati, ne tudi s kom občina ne sme sodelovati. Jaz trdim, da jaz v nobenem primeru nisem kršil teh omejitev in tudi moja soproga ne. Mimogrede, samo pod vprašanje se dam potem vam besedo, ampak dolgotrajna oskrba, ko sem jo ravno omenila, to je projekt, ki pa se ne sofinancira več z državnih virov, so pa določene občine, Krško, mislim, da ravno, ko ste ga tudi vi prej omenjali, ki pa to še pelje naprej, v Celju pa tega ne peljemo več. Torej, ona občina sama financira ta projekt še naprej. V Celju se zato niste odločili. Projekt dolgotrajne oskrbe je bil projekt, ki ga je izvajalo veliko subjektov, ne samo zdravstveni dom, mislim, je bil tudi razširjen na Koroško. Vem, da je bilo v Celju cel kup pravnih subjektov vključenih, ampak jaz neposredno pri tem nisem sodeloval. Mi smo pričakovali, ker se nenazadnje smo zdaj odločali o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ta projekt je bil pilotni projekt v Celju. Ja, to je bil pilotni projekt, ampak hočem reči, da v Krškem so to nadaljevali, ampak da pač plačujejo iz občinskega proračuna. V Celju se zato niste odločili. Mi imamo v Celju na tem področju, recimo, kar je zelo podobna storitev, pomoč na domu, dvakrat bolj obsežna kot nam primerljive občine Kranj ali pa Koper. Zato damo veliko sredstev, 75% teh stroškov pokrije mestni proračun. So v proračunu tudi neke omejitve. Mi pričakujemo, da bo ta projekt prej ali slej, verjetno v Krškem niso imeli te storitve razvite, pomoč na domu, da bo prej ali slej država to naredila. Jaz mislim, da je to dobra stvar za starejšo populacijo. Hvala. Vaš komentar še čakamo, ja. Jaz zakonitosti ravnanj drugih politikov ali pa integritete njihove ne nameravam komentirati. Lahko samo povem, da je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v določilih glede delovanja mestnih svetnikov, sodelovanja mestnih svetnikov z mestno občino jasen in da to ni dovoljeno tako za same svetnike kot za njihove družinske člane
in tudi sam nikoli nisem z mestno občino sodeloval. Z Muzejem novejše zgodovine pa sodelujem že iz časa, preden sem postal svetnik, že tudi v različnih drugih oblikah, skozi različne projekte in vse, kot ste sami povedali, z javnimi zavodi, seveda sodelovanje je dovoljeno, dopustno, konec koncev, kam pa bi prišli, če bi prepovedali poslovanje znotraj lokalnega okolja. Župan, pa se najbrž zadeva obrniti. Kot župan seveda mislim, da ne poznam točnega določila in člena, ampak ne moreš več delovati, konec koncev pa mislim, nameravam to funkcijo upravljati poklicno in svoje podjetje pač zapreti oziroma prepustiti. Okay. Najbrž ste že utrujena, zdaj pa res prihajamo v koncu. Če ste na uro. Tako, vse smo tu nekje, ampak smo malo kasneje začeli. Ste pa utrujeni najbrž tudi od samega, ne samo od današnjega dneva, ampak vi, gospod Kovač, da celo zdaj tekate, smo videli, vas so videli na plavalnem mitingu, ko pravijo, da vas še prej niso nikoli videli, ali to drži, pa vmes tudi sprašujejo, kdaj bodo videli tudi kakšen olimpijski bazen v Celju, ni že grede. No, jaz sem že bil nekajkrat na otvoritvi plavalnih mitingov, to je podobna govorica, ali pa vam rekel, ne vem, kaj bi to imenoval, Tika rekel, da nikoli nisem bil na prireditvi športnih leta, potem ko smo povedali, kdaj sem pa bil, pa vse tiho je bilo. Jaz grem na veliko prireditev, rad hodim na te prireditve, sploh če nimam nobenih obveznosti, rad hodim na koncerte, prireditev pa je v Celju 1000, na leto sem si malo naredil seznam teh, koliko sem si, mislim, prireditev pridobil, zdaj si pa zamislite, lahko greš na 1000 dogodkov, takšnega supermena pa ni. Poskušam pa vsaj v enem mandatu vse posod nekam iti. Pa vi? Ja, jaz sem to kampanjo zajel zares z veliko žlico. Na prvem mestu je bilo to cel mesec kolesarjanja z triciklom polnim jabolk in svinčnikov po vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnosti, tako da je bilo tudi za telesno rekreacijo poskrbljeno. Seveda obiskujemo prireditve in dogodke, posebej zdaj v drugem krogu. Tega podatka jaz nimam, ampak vsi mislim, da jih je. Ja. Mislim, vse Celje je veliko mesto z veliko dejavnostmi. V glavnem, v teh dneh se res trudim biti prisoten tudi na področjih, ki jih še prej nisem uspel obiskati in se pogovarjati s skupinami ljudmi, ki mi še imajo kaj zanimivega povedati, predvsem pa jaz tudi njim predstaviti svojo vizijo vodenja mesta in do zadnjega momenta mislim, da te kampanje se bomo trudili biti v stiku s ljudmi na vse mogoče načine, čim bolj neposredno, ker le na tak način se krepimo kot skupnost in to upam, da bo tudi se pokazalo v nedeljo na volitve, da smo tu kot skupnost naredili en korak naprej. Čisto hipotetično za konec, če bi obrnili vloge, kakšni bi bili vi, gospod Šrot, kot svetnik? Bi bili tudi vi bolj tiho na sejah, kot jih je zdaj slišati vaše svetnike večkrat, razen kadar so poročila odborov? No, to je malo krivično predsedujoče do svetnikov. Glede, tudi naša svetniška skupina je predlagala delovne štipendije za samozaposlene v kulturi in še cel kup drugih predlogov. Poslovnik mestnega sveta določa, da so pobude praviloma pisne, ampak jih jaz namejujem. V Velenju vem, da je prejšnji župan praktično prepovedal dajanje ustnih pobud na mestnem svetu. Mislim, da tudi delo mestnega sveta Velenje spremljate in verjetno veste, da je temu tako. Najaviti so jih morali najaviti. Ja, pismo so jih morali najaviti, potem pa so jih lahko predstavili. Jaz nikoli namejujem svetnikov pri razpravah, čeprav tudi tu poslovnik določa 3-5 minut replike in tako naprej. Nikoli v teh letih posegel sem kvečemo, če je kdo postal žaljiv. Kakšen bi pa bili vi kot svetnik, no? Jaz v tem trenutku ne razmišljam, kakšen bi bil kot svetnik. Mislim, da še ni čas za to. Pa vi, gospod Kovač, kaj bi vi mogoče nadaljevali, če bi bili župan? V kakšnem stilu bi nadaljevali, oziroma bi kaj pobrali od sedanjega, če bi hipotetično do tega torej prišlo? Ja, jaz upam, da bom nadaljeval v svojem slogu, to pomeni zelo komunikativno, si vzel čas za pogovor z ljudmi, seveda pa mislim, da tudi res znotraj neke politične komunikacije mestnega sveta morajo biti pravila postavljena in v nekem okviru. Od župana Šrota bi seveda prevzel odprtost in politično širino in ta duh sodelovalnosti, ki se mi zdi, da je na nek način v Celju res na visokem nivoju. Odvzel pa bi temu
enoumje oziroma to, da se ljudje niso pripravljeni izraziti svojih mnenj in bi jim to priložnost seveda vrnili. Kot sem rekel, mestni svet moramo oživiti nazaj, da bo to telo tudi zase odločalo in stalo za svojimi odločitvami. No, In res čisto za konec, gospod Čarot. Odprtost in politična širina ne moreš od nekoga prevzeti, jo imaš ali jo pa nimaš, jaz tako pravim. Čisto za Upam, da konec jo imate. še eno vprašanje za vsakega. Kaj bi znal drug o drugem lepega povedati? Katero lastnost bi izpostavil drug pri drugem? Ste vi začeli, ko imate mikrofon? Jaz sem mlajši, prevzem prednost. Zelo cenim vašo sposobnost retorike in način komunikacije. Jaz sem reč, da kandidata Kovača slabše poznam. Sicer se poznamo 8 let, še največ smo se spoznala, ko smo bila, mislim, da par dni v Rusiji, v delegaciji. Cenim pa pri njemu to mladostno energijo. To je nekaj, kaj cenim. In, to bi bilo to. Ja, to bi bilo to tudi z naše strani. Obema najlepša hvala za sodelovanje, za potrpežljivost, predvsem s temi mikrofoni. Enako velja za vse vas, ki ste nas spremljali. Upam, da smo vam kaj olajšali nedeljsko izbiro. Bi vas saj spomnili na določene dogodke, ki so se zgodili v tem mandatu, pa se včasih malo pozabijo. Skratka, povzetek soočenja pa boste lahko prebrali tudi v četrtkovem večeru. Hvala in lahko noč.